In sicer po analizah, ki jih firma in društvo imata, drži, da bi s predvideno rastjo prometa definitivno iz obstoječih objektov ne bili zmožni opravljati storitve kontrole v zadostnem obsegu po letu 2010. Pomeni, da enaka zadeva velja tako za center za kontrolo zračnega prometa kot za kontrolni stolp. Zato je že nekaj let jasno, da je nov objekt oziroma da sta nova objekta v tem delu potrebna. Kar pomeni, da gre dejansko za dve investiciji, ki sta po zadnji varianti združeni. Poudaril bi rad, da v tem delu ne gre nikakor za kakršnokoli financiranje investicije iz državnega proračuna, ampak gre v celoti za financiranje, tako kot vse ostale dejavnosti kontrole v Sloveniji, za financiranje iz lastnih sredstev kontrole. Kar pomeni, da v nobenem delu ne gre za sredstvo davkoplačevalcev ali podobne zadeve, temveč za plačilo za storitve, ki jih uporabniki naše storitve plačujejo v kontroli zračnega prometa. V tem delu je nekje 85% prihodkov vezanih na fazo preleta, ostalo je vezano na fazo letališč. S predvideno rastjo prometa bilo nemogoče izvajati storitev v ustreznem obsegu iz obstoječih prostorov, zato je za nemoten razvoj dejavnosti in nasploh letalskega prometa v Sloveniji potrebno zagotoviti nov objekt oziroma nove objekte za kontrolo zračnega prometa. V primeru, da do ustreznih prostorov za kontrolo ne pride, je pričakovati, da po letu 2010 da se bodo začele pojavljati v fazi preleta zamude oziroma da se bodo uporabniki začeli izogibati slovenskemu zračnemu prostoru. To je posledica morebitnega neobstoja centra za kontrolo. Druga posledica pa je neobstoj kontrolnega stolpa, ki pomeni, da bi kontrola postala omejujoč faktor razvoja letališča in letalskega prometa na tem letališču, se pravi Jožeta Pučnika v Ljubljani. Seveda, v tem delu bi negativne posledice v prvi vrsti občutili uporabniki letališča, največji uporabnik pa je seveda Adria Airways. In zaradi nedostopnosti predvsem lokacije za kontrolni stolp na letališču, ki bi omogočal leto 2010 in ki bi omogočal tudi posledično nižjo višino tega stolpa, je bilo analizirano tudi združevanje obeh objektov in na predvideni lokaciji je povsem po strokovni liniji bilo ugotovljeno, da je potrebna višina taka kot je, to se pravi 95 metrov tam, kjer sedi kontrolor zračnega prometa. Na kakšen način smo prišli do te višine? V prvi vrsti so bile narejene računalniške študije, se pravi računalniška simulacija senčenja pogledov kontrolorja zračnega prometa in na podlagi tega ugotovljeno, kje manevrske površine so tiste, ki jih je potrebno videti in na ta način določili višino, ki pač z vsem ostalim poleg tega pogleda kontrolorja znaša 99 metrov. Zmotno je razmišljanje, da bi recimo iskanje nove lokacije za stolp pomenilo znižanje investicije, ker bi v tem primeru pomenilo, da gre dejansko za dva objekta in da je vsota vrednosti teh dveh objektov višja, kot govorimo danes. Trenutna lokacija, ki je, izpolnjuje, se pravi, časovne pogoje za nemoten razvoj, izpolnjuje po naših podatkih tudi finančni del in kot taka je bila tudi izbrana in definiran projekt na način, kot je to zdaj.